Mladinski center Prlekija že vrsto let širi in bogati svoje poslanstvo v smeri vlaganja v človeške vire, v medgeneracijsko sodelovanje, v socialno-varstvene programe ter v programe za mladino, v sklopu katerih je bil uspešen na razpisu Nacionalne agencije MOVID, Zavoda za razvoj mladih, projekt Erasmus+, ki temelji na mednarodni noti in povezovanju mladih. Več o projektu Tamara Brumen, vodja projekta. Nosilec projekta je Mladinski center Prlekija. Druge organizacije partnerji so Mladinski svet Ljutomer in organizacije iz Jordanije, Romunije, Italije in Grčije. Vse organizacije so nevladni sektor in se ukvarjajo z mladino nasploh. Trajanje projekta trajalo samo 5 dni, je trajalo od 12. avgusta. Financiranje iz Nacionalne agencije MOVID oziroma Evropskega sklada, natančno povedano iz Bruslja. To so evropski projekti, kjer se Evropa zavzema za mlade. Katja Marinič, predstavnica Mladinskega sveta Ljutomer, je pojasnila, kako potekajo aktivnosti znotraj tega projekta. Že cel teden sodelujemo z 5 državami, sicer Slovenijo, Italijo, Romunijo, Grčijo in pa Jordanijo. Dejansko mladinska izmenjava poteka na območju Prlekije. Spoznavamo Prlekijo, se družimo, izmenjujemo različna znanja, spoznavamo tujo kulturo. Dejansko vse skupaj smo začeli z enim prijetnim raftingom, ki je bil ena taka odskočna deska za cel teden. Vse aktivnosti se načeloma začenjajo ob 9. uri, tako da ob 9. ponavadi štartamo. Nekaj aktivnosti je dopoldanskih, potem malo počitka in pa še zvečer kakšna aktivnost ali dve. Katja je tudi povedala, kaj vse sodi v te aktivnosti. Mladi spoznavajo tujo kulturo, spoznavajo slovensko kulturo, nekateri so prvič v Sloveniji, obiskali smo lončarstvo, nekateri ne vejo spaj, kaj sploh to je. Danes je na primer ena mlada Jordanka prvič sprobala, kako to poteka, je naredila en majhen lonček zase. V preteklih dneh smo obiskali tudi kovačijo, nekateri so to prvič videli, ker je to stari običaj, slovenski stari običaj. Čebelarstvo smo spoznavali, nekateri sploh ne vejo, kako se pridobiva med, tako da je bilo tudi to nekaj novega za njih. Na pomoč so nam priskočile tudi Mladinski klub Purga, ki skrbi za glasbo in pa tako snema in pa fotografira dogodke sproti. In pa društvo Mura Rafting, katero nas je popeljalo na nepozabno izkušnjo raftinga na Muri. Za nas je poskrbela še občina Ljutomer, katera je za naše udeležence pripravila lepa darilca za naš konec. Kakšni so vtisi in kako ocenjuje to vrstni projekt, smo povprašali udeležence iz vseh 4 tujih držav. Prvi sogovornik je Zaid iz Jordanije. Zakaj se je odločil, da se vključi v ta projekt? We choose Slovenia because it's really amazing country for its Izbral sem Slovenijo, ker je čudovita dežela, ker imate krasno naravo, vse je zelo čisto, izvrstni življenjski pogoji in v vseh pogledih je poskrbljeno za prebivalce. Udeležujem se tega mladinskega programa, ker gre za mednarodni projekt. Tukaj smo se veliko naučili o slovenski kulturi, življenju, lokalni kulinariki. Udeleženci smo izmenjali izkušnje in doživeli veliko novega in lepega. Zahvaljujem se, da sem del tega in za to novo izkušnjo. Prvič sem na to vrstni izmenjavi znotraj Evropske skupnosti, poprej sem že bil v podobnih projektih v Tuniziji in Turčiji. Navdušen sem nad standardom in razvitostjo Slovenije, še zlasti pa nad odprtostjo, gostoljubnostjo in prijaznostjo ljudi. Tukaj živite preprosto in lepo. Naučil sem se tudi nekaj vaših besed. Kako, zdravo in hvala. Kako, itim, izim, zaid. Romun Rado je povedal, zakaj on sodeluje v tem projektu in kako se počuti pri nas. I have a Facebook group that my association Preko Facebook omrežja sem izvedel za ta projekt. Zdel se mi je zelo zanimiv in dognal, da je to priložnost, da spozna novo deželo znotraj Evropske unije, novo kulturo, raznolikost in vsestranskost življenja ljudi, ki živi tu. Že 4. sodelujem v podobnih projektih. Poprej sem bil udeleženec v domovini Romuniji, pa v Grčiji in Bolgariji. Veliko novega sem izvedel o vaši kulturi, rokodelstvo, kot na primer lončarstvo in kovaštvo. Zelo zanimiva pa je zgodovina, tradicija in kultura vašega mesta Ljutomer, zlasti z vidika, koliko možnosti imate za preživljanje aktivnega počitnikovanja.
I see that you have unique holidays in your city, and this was really interesting for me to know about them. Udeleženci in sodelujoči so bili tudi mladi iz Italije. Njihov pogled in doživetje je strnil Simon. You have to do like an interview with the association, and after they will accept you, and you will come here. Preden smo se odločili za sodelovanje v tem projektu Erasmus+, smo se malo pozanimali in na to prijavili. S tem bogatimo naše znanje in spoznavamo kulturno raznolikost posamičnih držav znotraj Evropske skupnosti. Slovenija je lepa. Živite umirjeno v prečudoviti pokrajini. Poprej nisem veliko vedel o Sloveniji, še manj pa jo poznal. Zdaj uživam tu in zagotovo se bom še vrnil in obiskal vašo deželo. No, it's nice. It's really, I will visit for sure again. Jordanki, 18-letna Rania in 23-letna Arnal, sta se z različnimi razlogi udeležile druženja mladih v tem projektu. This is my first time. Prvič sem na to vrstni izmenjavi, odločila pa na podlagi tega, ker sem veliko lepega slišala v Sloveniji kot eni od držav v Evropski uniji. Želim spoznati razlike med mojo domovino in vašo državo, kako poteka življenje pri vas v primerjavi z našim življenjem. Hočem doživeti vaš kulturni utrip in predvsem naravo. Sem namreč ljubiteljica narave in kot takšno jo želim primerjati z različnimi kraji, kjer sem doslej bivala. Out of my country. For me it would be the nature and the culture, because I've heard a lot about the culture. Odločila sem se obiskati vašo deželo, ker sem veliko lepega slišala o vaši kulturi, znamenitostih in lepi naravi. Moji starši so živeli 14 let v Jugoslaviji in zmeraj so lepo govorili o tukajšnjem življenjskem slogu, o tedanjem voditelju Titu, naravi. Zato se mi je zdela ideja, da vas obiščem in spoznam deželo iz prve roke, zelo primerna in všečna. Uživam pri vas in moram reči, da je to moja najlepša in najboljša izkušnja doslej. Spoznavam tukajšnje vsakdanje življenje in občudujem naravo, kajti v Jordaniji živim v mestu in tam sem prikrajšana za njo. Nova spoznanja, nova doživetja, nove izkušnje. You know, like a new experience, I would guess. Yeah. Obe dekleti sta za to priložnost oblekli tudi tradicionalna oblačila njune domovine. It's our traditional. Oblečeni sva v našo tradicionalno oblačilo, nošo, ki jo oblečemo ob posebnih priložnosti, zlasti slavnosti, kot je poroka, družinsko praznovanje, festivali in kulturne prireditve. With our parties. Vsekakor takšna srečanja in udeležba v projektu, kot je Erasmus+ v Mladinskem centru Prlekije, ki je mladim prijazna organizacija, slednjim ponuja nove izkušnje. Spoznavanje drugih dežel in narodov, kulture, naravnih danosti in jih predvsem združuje v spoznanju, da ne glede na raznolikost, smo vsi skupaj del tega sveta, kjer je v miru in sožitju prostor za vsakogar.